Papež Frančišek govori o bolj socialni cerkvi, o potrebni solidarnosti človeštva. In to je mož, ki pravzaprav prinaša upanje mnogim. Ne vem, koliko bo uspel dejansko reformirati cerkev, ampak vendarle je drugačen. Je človeško topel, je predvsem človek z veliko začetnico. In takega papeža si verniki želijo. Take politične voditelje bi potrebovali povsod po svetu, tudi v Evropski uniji. Potrebujemo voditelje, ki vodijo, ki vidijo naprej, ki svet spreminjajo na bolje, ne pa tiste, ki čakajo in se prilagajajo, ki na nek način koketirajo z večino. Večini je potrebno jasno povedati, kaj je narobe, in z osebnim zgledom je treba pokazati pot naprej. Tako pozerstvo pravzaprav govori o tem, v kakšnem stanju duha je družba, od koder ta mož prihaja. Loviti ribe in se razkazovati na tak način, na manekenski način, je nekaj, kar je skregano z vrednotami naše družbe. Mi potrebujemo pravzaprav voditelja, ki z svojim odgovornim pristopom do izzivov prihodnosti pritegne ljudi in na nek način pokaže pot. S takim načinom ne moreš ljudi pripraviti do tega, da bi šli za teboj. Morda je to primerno za Rusko federacijo, morda je to primerno za caristični sistem, morda je to primerno za pravoslavje, ampak če je to tako, se bojim, da bo kdo to razumel, da imam negativen odnos do pravoslavja. Gospod Putin ne more biti model za Evropsko unijo, še manj pa za Slovenijo. Posnetek je iz časov mojega aktivnega dela v Državnem zboru. Takrat sem vodil odbor za zunanjo politiko. Takrat smo skupaj z opozicijo storili vse, kar je bilo v naši moči, da bi v pristopanju k Evropski uniji govorili z enim glasom. Jaz sem bil predsednik odbora za zunanjo politiko v imenu vladajoče koalicije, kolega Peterle je bil predsednik Komisije za evropske zadeve v imenu opozicije. Skupaj sva sklicevala seje najinih delovnih teles, skupaj smo sprejemali dnevne rede, skupaj smo sprejemali zaključke, skupaj smo potrjevali ali pa zavračali pogajalska izhodišča za pristopanje k Evropski uniji. To so bili časi, ko smo bili veliko bolj prepričljivi v javnosti, kot pa je danes prepričljiv Državni zbor. Mama Angela Merkel z nacionalno pijačo, Mutti Angela pravijo Nemci, to je simbol, ikona, okrog katere se znajo poenotiti. Ko so soočeni s problemom, si Nemci rečejo, mama Angela bo rešila problem. In tu črpajo energijo. V tem so tako različni od nas. Zaupajo svojemu prvemu človeku. Zaupajo kanclerki. Jean-Claude Juncker, dolgoletni šef Evroskupine, dolgoletni premier najmanjše države, dolgo časa najmanjše države, Luksemburga, človek, ki je bil poražen na vseh dosedanjih soočenjih ključnih kandidatov za prevzem funkcije predsednika Evropske komisije.